Evo nas Evropa, ti boš naša vsa. Reprezentančne pravljice je konec. Naslednji teden z evropskimi tekmami sezono začenjajo slovenski nogometni klubi. Ko bi se uspešnost izbrane vrste in zanimanje Slovenk in Slovencev za nogomet iz zadnjih tednov prenesla tudi na raven, kjer se postavljajo temelji za reprezentanco. Poglejmo v Ljudski vrt, kjer zanimanjem za klubsko dogajanje nimajo težav. Pred sezono pa jasno govorijo o ciljih. Zadovoljil bi jih 17. naslov prvakov in 8 tekem v Evropi. Ante Šimunža trdi, da so fizično dobro pripravljeni na novo sezono ter da večjih težav s poškodbami ni. Pa čeprav sta na generalki preventivno manjkala Jan Repas in Hilal Sudani, nekaj več težav pa ima Blaž Vrhovec. Kakšno je pa bilo to poletje kadrovanje v Ljudskem vrtu? Ob koncu sezone je športni direktor Marko Šuler napovedal novince še pred zborom ekipe na skupni večerji 9. junija. Sledili so številni odhodi, ki se bržkone ne bodo pretirano poznali. Nato pa je Korošec ob začetku priprav dejal, da bodo krepitve prišle pred odhodom moštva na priprave v Moravske Toplice. In smo čakali. Prva novinca so v Ljudskem vrtu predstavili šele pred dnevi. Šuler zdaj pravi, da je najbolj pomembno, da je Maribor zadržal ogrodje ekipe. Ob tem pa tudi, da se Iličić po reprezentančni akciji v ekipo vrača dobro pripravljen. Že pred prvo tekmo. Novinca, 17-letni Poljak in 22-letni francoski branilec, ki je igral v drugem rangu tamkajšnjega tekmovanja, ob izpadu kluba v tretjo ligo pa je iskal novo sredino. Oba sta v Maribor prišla s pomočjo skautiranja Hull Cityja, katerega lastnik je Acun Ilicali, ki počasi postaja partner vijoličastih. Turški odtis v klubu se tako že pozna. Je manjši, večji, kot bi si želeli pristaši Maribora. Je sploh primerno, da Turki že kadrujejo, čeprav še uradno niso del kluba? Ni skrivnost, da Ilicalijevi odposlanci redno sodelujejo s pisarnami v Ljudskem vrtu. Na zadnji pripravljalni tekmi Maribora pred evropsko preizkušnjo sta bila v Belticih med zaposlenimi v NK Maribor tudi Tan in Džan. Da bi bila na ta vroč poletni večer hidrirana, je poskrbel prijazni Marcos Tavares, ki ima je na poziv enega od dvojice priskrbel vodo. Ob začetku sezone bi bilo dobro, da bi vedeli, kdo v Ljudskem vrtu pije in kdo plača, kdo je tisti, ki svetuje in kdo odloča. Na srečo pristašev Maribora se vsaj na igrišču pred sezono zadeve zdijo dobro postavljene, pa čeprav je moral na 2 pripravljalnih tekmah kapetan Martin Milec igrati na mestu srednjega vezista. Mimogrede, to vlogo je opravil zelo dobro. Je bilo torej v minulih tednih postorjenega dovolj, da bi se v Ljudskem vrtu to sezono čim večkrat pelo Evo nas Evropa, ti boš naša vsa? Prve odgovore bomo dobili še pred začetkom domačega prvenstva 20. julija.